na obali Ekvadorja v kraju Puerto Lopez. Se jutro začne tako kot večini ribiških mest. Zrak je slan, težek in topel. V njem je vonj mokrega lesa, alg in dizla iz motorjev čolnov. Na plaži je pesek še temnejši kot opoldne, ker noč ni povsem izhlapela iz njega. Morje je mirno, valovi niso veliki, ampak ritmični. Ribiči se odpravljajo na svoje delo, prvi turisti se tudi sprehajajo po plaži. Puerto Lopez je znan kot slikovita destinacija, ki se običajno prodaja s podobami narave, obale in živali. Včasih ljudje tja hodijo tudi gledat kite, tako da je turistično mesto, ni pa ekstremno turistično ali pa ekstremno znano mesto. V tistem jutru je na plaži nekaj, kar ne spada tja. Ni naplavljen kos plastike, ni mrtva riba, ni razbit čoln, ki ga včasih prinese nevihta. V pesku sta zapičeni dve leseni palici, postavljeni dovolj naravnost in dovolj čvrsto, da se vidi, da jih ni pustila narava. Ampak človek, med njima so vrvi, na vrveh pa nekaj, kar je v prvih sekundah težko razumeti, ker možgani ne prepoznajo prizora, ki je tako izven vsakdanjosti. Šele ko se človek približa, postane jasno, da na vrveh visijo človeške glave. Po poročilih jih je bilo 5. Ta primer mi je najprej poslal na Instagram en izmed mojih sledilcev in sem bila kaj? Že to, ko si narišeš v glavi, 5 glav je visel na eni obali, na neki vrvi, kva hudiča. Potem, ko vidiš lokacijo, hitro pomisliš, ok, gre za neko mafijo, za neko tolpo, za neko rivalstvo med mafijami, najbrž tam na tem območju, ki so precej pogosta. Sem rekla, da moram o tem govoriti, da vam bo verjetno zanimiv video. Prej pa gremo v to groteskno naravo tega grotesknega videa, vas bi pa rada spomnila na moj svet užitka, tudi letos bomo očitno sodelovali. Sem rekla, da v tem videu se spomnim na vas moške, na živce mi gre, ker mi skozi pišete, ne, če ni za moške, vse sem za ženske, ja, ker se ti ne lupit niti na svet užitka in klikati prav zavihek, imaš tako zanj, za njo, zanj, za pare, za ne vem kaj vse. Klikaj na zavihek zanj in boš videl, ko se ti odpre celo prostranstvo stvari, med njimi masturbatorji, obročki za penis, stimulacija prostate, by the way, tam imate vi G-spot, ženske nimamo. Tam, vi imate raztezniki mod, tulci za penis, podaljški za penis, pumpice za penis in seks lutke, by the way. Še malo pa bomo imeli še seks robote. In kaj je zdaj tvoj izgovor? Poleg vsega imaš pa še kodo Alenka 15 stvari, ki so znižane in Alenka 10 stvari, ki še niso znižane. Tako da, razširi si obzorja. Oziroma pa zdaj na naš video in sicer na ta grozljiv prizor s 5 glavami. To so bile glave 5 ribičev. Še vedno ne vemo od koga točno, ker ni uradno dokumentirano, ni potrjeno, ni šlo še toliko daleč v preiskavi, ker se je ravno kar zgodilo. Je pa prizor, ki je hkrati ekstremno javen in ekstremno intimen in ekstremno sporočilen. Basically, ja, gre za neko sporočilo, ker poleg teh glav je bil tudi napis. Point tega je, a nekaj ponovati pri meni, zločine obravnava moj point, da so skriti, da nekdo proba skriti, da ni ujet, da lahko še naprej to počne ali pa pač je nekaj zajebal in proba to skriti. To, ki ni skrito, ki je javno izpostavljeno, javno razstavljeno, da vsi lahko vidijo. Te vsi pa mislim policaje, lokalce, da jih ustrahujejo in tudi drugo tolpo, pač drugo stran mafije, ki hoče vzpostaviti svojo premoč, svojo nadvlado, da so oni tukaj glavni na tem območju. Policija je potrdila, da je bil ob glavah najden napis, oziroma tak večji transparent je bil, z ročno napisano grožnjo, v katerem so pa omenjene tako imenovane vaccine cards. Vem, da čudno zveni, pa najprej človek pomisli dobesedno na vaccine, na neko cepljenje, na neko cepivo, ampak ni to mišljeno. Mišljeno je, da pri njih vaccine cards pomeni, da si cepljen mogoče, ampak v smislu, da si zaščiten. Torej, ti si sposoben na teh območjih od tolp kupiti zaščitnice, to pa pomeni, da ne da te bojo v resnici ščitili, ampak v bistvu, da bodo poskrbeli, da se ti mogoče ne bo nič zgodilo, oziroma ne bojo to strahvali, ne bojo te nadlegovali, ne bojo se vmešavali v tvoj job, da ne boš mogel delati, ne bodo ubili nekoga. Basically samo ne boš potencialno toliko močno maltretiran, kakor bi bil sicer. In še vedno moraš to stvar kupiti in temu se pri njih reče vaccine cards. In po domač povedan, point teh ribičev je, da so zelo na taki bedni, prelomni točki, morajo jih tisto območje, kjer oni predvidljivo zjutraj grejo na vodo in je območje, kjer se ti droge prodajajo in to so pristanišča in obale in čolni in morje, kjer se te točke sekajo potem in se tolpe sekajo. In ribiči so lih tisti, ki še posebej potrebujejo verjetno te vaccine cards in od njih precej denarja poberejo te tolpe, ki jim pač zaračunajo te vaccine cards oziroma zaščitnice. Tukaj je ena tolpa po vsej verjetnosti skušala sporočiti drugi tolpi, puste primer naše ribiče, ne tem lokalcem in tem ribičem izdajati vaccine cards,
ki so plačljive, ker mi to delamo, mi smo močnejši, mi smo pomembnejši, to vam bomo pokazali tako, da tukaj vidite 5 razstavljenih glav in pač, da se nas pa bojite, a ne. To je sporočilo lokalcem, policiji in tudi konec koncev. Ok, zdaj jaz tega po špansko ne bom brala, kaj je gor pisal. El pueblo nostros sigan saliendo a robar a los, ne vem kaj, v glavnem, tisti, ki znate španski, jaz ne znam, si to lahko sami preberete, pa tudi ne razbere se čisto večinoma vseh besed, ampak prevod je nekaj v smislu: ljudje, mi, kar hodite ven, ropate ribiče in še naprej zahtevajte kartice za cepljenje, za ščitnino, ker vas imamo že identificirane. Vsi boste umrli, vsak iz vsake družine, vi izrojeni K, sinovi P, podpis je pa kao anonimni, ker kao itak veste, kdo smo, a ne. Zelo samozavestno to verjamejo, da vejo. Tako da v bistvu gre tudi za grožnjo v smislu, vemo, kdo ste, a ne, da imajo identificirane tiste, ki tudi z druge strani zaščitnice pobirajo in da naj se pač res bojijo. In potem gre pri teh tolpah to izseljevanje v nedogled, zaradi tega, ker druga tolpa bo spet nekaj drugega naredila in tako naprej. In meni je to ena najbolj bizarnih stvari na svetu. Ta prizor je to grotesken, ker če se temu približaš kot zunanji opazovalec, ti vidiš tam glave. In to ne gre samo za to, tam je glava, nekdo ga je ubil. Gre za to, da je razčlovečen, gre za to, da je odstranjen od drugega dela telesa, gre za to, da je osebno, gre za to, da je obraz od nekoga. Ful je grozljiva stvar, sploh če predstavljaš si, da si bližnji od tega človeka. Pa tudi, če nisi, je bizarno. Pa še druga stvar je dejstvo, da so nekje telesa teh ljudi. In zdaj predstavljaš si, kakšno samozavest kot tolpa imaš, da si rečeš, imam pa drug del tega človeka, ki ga zdaj ali boste iskali, ali ne boste iskali, ali se nas bojite preveč, ali bo policija sploh šla v akcijo. Morajo biti ful samozavestni, da si mislijo, ja, mi to imamo, nekje je, mogoče v morju, mogoče smo v kislini razžrali, ampak zdaj pa ne vas ste šli to iskati, ampak nas ni strah, mi smo to vse naredili. Pač ful je tako cocky move, ful je, res je scary stvar. Na tej točki mediji ne navajajo imen konkretnih skupin kot potrjenih storilcev tega specifičnega dogodka, ampak razlagajo enako več virih, gre za nasilje povezano z gengi ter za konflikt, ki se odvija v ozadju trgovine z mamili in nadzora teritorija. Jaz sem pa razmišljala, kaj so še take stvari, ker mogoče 5 razstavljenih glav ni najbolj tipična stvar, ki jo nek gang naredi, in sem razmišljala, kaj so še druge stvari, ker sem lahko sklepala, da so grozne. In jaz osebno ne gledam filmov z mamili in z drogami, ker meni osebno so ful dolgočasni, ker mi je najbolj gnila oblika človeškega nasilja. Sem pa najdla tle stvari, ki jo vam zihar zanimive, in sicer prva stvar je narco messages. To je ena stvar, ki nekaj časa nazaj, če se ne motim, je bilo nek bližji nas. A ni bil nekdo, ena oseba, eno truplo, da je bilo obešeno tako čez most? Kje je že to bilo? Mislim, da sem še TikTok naredila, pa se ne moram spomniti, ampak pri njih so to narco messages, trupla kot tabloidi, torej da nekoga ubijajo in ga obesijo dol čez most ali pa nek viadukt ali pa čez neko cesto, v glavnem tako, da visi tam kot v opozorilo, in to je pač totalno groteskno. To je klasična praksa kartelov v Mehiki, trupla se namerno razstavljajo v javnosti, pogosto z ročno napisani necromantas oziroma transparenti, tako kot je bilo tudi tukaj pri teh 5 glavah. Nek napis, nekaj grožnje, nekaj hoče sporočiti, zakaj so to naredili. Gre pa tukaj za isto kot pri teh glavah na plaži, gre pač za to, da ni skrito, ampak je javno izpostavljeno. Druga stvar, dissolving bodies, kot sem prej omenila, kje so zdaj ta telesa teh 5 glav na plaži, ne vemo, lahko plavajo v morju, lahko so skrita, lahko so sežgane, lahko so pa raztopljene v kislini, pa je to pogosto te tolpe počnejo, dajo telesa, ki jih hočejo skriti načeloma, ne da hočejo jih razstaviti nekje, ampak skriti, da ni več dokazov, jih raztopijo v kislini, spet drugič jih majčkeno na pol raztopijo, tako da jih še vedno oblasti kdaj pa kdaj najdejo in da so še vedno kot grožnja. To je raztapljanje trupel v industrijskih kemikalijah, da odstranijo dokaz in hkrati ustvarijo dodatno grozo. Je pa to, en najbolj znanih primerov je bil baje s kartelom v Jalisku, CJNG. Tretja stvar, obstajajo tudi kot grožne videoposnetki dejanskih mučenj in umorov. To si pošljajo med sabo ali kakorkoli že, ko so nekoga že umorili ali pa so ga mučili. To tudi veliko vidite v filmih, no. Karteli in tolpne skupine v Latinski Ameriki včasih snemajo mučenja in umore in posnetke širijo kot zastraševanje. Zdaj pa gre to v javnosti, ali gre online, ali gre na dark web, ali pa pač direktno skupini, katero želiš pač ustrašiti, ali pa izsiliti za nek denar, za neko območje, za bilo kaj. Četrtič, množične grobnice in body dumping sites.
Množične grobnice so v Mehiki precej dobro dokumentirane, precej pogosto se zgodi. Pride pa do tega, ko je pač neka tolpa napadla ali drugo tolpo in rata množično tam veliko ljudi mrtvih, ali pa tolpa napade mesto, ali pa ljudi, ali pa vas, kjer pač pride do množičnih umorov, ki jih je treba na hitro se znebiti in potem sam luknja in odzmečajo, zakurijo ali kakorkoli že. In potem to najdejo oblasti in pač, ja, to se pogosto dogaja v več zveznih državah, Veracruz, Jalisco, Tamaulipas. Potem imamo še peto stvar, ki sem jo najdla, je pa narkoblokade. To je pa zažig vozil ali pa blokiranje cest. To me spomne, lik danes se je zgodila tista huge nesreča na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah in tako nekako si predstavljam, veš, ko se par velikih vozil tam postavijo čez cesto, da blokirajo, zažgejo in potem noben ne more nikamor, ne. Zdaj pa to je zato, da nekoga tam ustrahuje, da nekdo ne more zbežati čez to cesto, da blokirajo ljudi, na nek način ohromijo mesto, prestrašijo prebivalstvo ali preprečijo operacije policije in tudi vojske. Zdaj, ker sem jaz razmišljala o tej vojski in policiji, so med sabo stolpami prepleteni in upleteni. Tudi ne moramo govoriti v kakšnem procentu, ja, ampak več kot očitno so dosti povezani med sabo ali pa saj jih določeni na pravih položajih, da tolpe še vedno obstajajo, pa že dejansko vse nekako skupaj funkcionira. So te tolpe na tem območju že skoraj pol oblast oziroma pol javna struktura, veš, pač so. Ne moreš jih na hit znebiti, ne moreš nič narediti, vse je tako prepleteni in povezani, da pač tam so in tam bojo. In tudi policija ne gre proti njim, da jih bo iztrebila, ker ve, da jih ne bo. Pač preprost je del sistema. It's crazy. Ekvador je sploh scary, tukaj se je to zgodilo, ker je v zadnjih letih ta kriminal ekstremno porastel. Zdaj, če kdo ve, zakaj naj pove, meni se to zdi čisto realno, ker spremljam ljudi, da je porast kokaina ful velika, da pač kar naenkrat vsi to delajo in je ful bolj zaželena droga in to pač od tam izvira in zato je tam taka trgovina in mafije. Ekvador je pač zaradi svoje geografske lege in infrastrukture predstavlja pomembno tranzitno območje. Zdaj pa to, en članek je navedel, da je bilo leto 2025 najbolj nasilno v zgodovini države. Bilo je več kot 9000 umorov. To je res bizarna številka. Pa še to, ena revija je izpostavila, da je v napadu prejšnji mesec umrlo 9 ljudi, čisto skoraj random in vmes en dojenček. Zdaj pa, če primerjate, ne vem, ja, Slovenija je ekstremno manjša, ampak šle se kdaj kaj zgodi in je že šok, tam je pa to tako na dnevni, na tedenski ravni se najbolj bizarni umori in najbolj bizarne stvari dogajajo. Pač tam biti je res crazy in ljudje še vedno tako radi gremo tja in potujemo, mečkrat mogoče brezskrbno, kao, Mehika, mehiška hrana, ful dobro, lepe plaže, veš, pač ful tako. Skratka, ja, in to, dragi moji, to za današnji video, komentirajte, kaj vas tukaj najbolj šokira, mogoče, če ste zasledili ta članek, če ste zasledili še kakšen podoben primer, da ga obdelamo. Mene prav pljuča bolijo, bom jaz kar nehala govoriti počasi za danes. Naslednji petek bom verjetno že bolj zdrava, držite pesti zame. Drugače pa pridni bote, radi se imejte, Alien Mama out. Nujno spodaj počekirajte link za Svet užitka. Bom prav dala direktne moške igračke, da jih ne boste zgrešili. Tukaj je vse kode letošnje, ki jih še imam, ki še vedno veljajo, Svet užitka, Fragrance Perfumes. Malince ni več kode, super smo se vedno imeli z malincem, ampak letos sem rekla, da mečkam spreminjam koncept svojega dela. Se pravi pa še absolutno Jim Beam, tako da to so moje kode. To je to, zdaj pa, Alenka ima vas rada, pridni bote, bye.